Cenjeni gostje, drage kolegice in kolegi, numina sunt omina, imena so znamenja, so usode in 70 let akademije je takšna zgodba o imenih in dogodkih. Začenja se popolnoma enkratno, tega ne najdete v nobeni zgodovini akademij po svetu. Sredi vojne v partizanih, ko slikarji in kiparji ustvarjajo sproti za vsak dan, ko izpolnjujejo propovske zahteve in istočasno sanjajo o bodoči ustanovi. To so predstave ljudi, ki vidijo umetnost kot veliko družbeno nalogo, kot obliko humanistične vzgoje in dosti manj od neko metafizično vizijo. Povojna resničnost je bila seveda veliko bolj kruta, kot pričajo zasebni dnevniki prvega rektorja Božidarja Jatca. Revščina in birokracija na eni in entuziazem in ponos. Zdaj imamo svojo prvič v zgodovini, svojo akademijo, svojimi profesorji, programi, slušatelji. Vendar, če so nomina, če so imena znamenja, če so imena usode, kaj nam potem to ime, Akademija za upodabljajočo umetnost, ki ni bil edini način, kako se bo akademija po vojni imenovala, kaj nam to ime sporoča? Kaj umetnost počne? Temeljni smoter podstava vsega je torej upodabljanje. Torej umetnost posrednica med naravo in človekom vsaj koliki meri, kot je izraz človekovega bivanja, ali vsaj naj bi bila v novo zastavljeni družbeni nalogi, ki je takrat preprosto izgradnja socializma. Upodabljanje, če premislim zven te besede, mar je torej samo ustvarjanje, mar ni v tem zvenu tudi trdo delo v pogojih povojnega preživetja in seveda prvih let naše akademije. Toda umetnost ostane umetnost in se odpove služenju. Socialistični realizem je bil v glavah politikov, ne umetnikov. Umetnost ni pedagogija, ni učni program za takšno izboljšanje sveta. Če bi takrat imeli opravka z resnično globoko idejno revolucijo, bi morali začeti z resnično revolucijo umetnosti, z ruskim konstruktivizmom, ne s Stalinom, ampak s Taplinom, Rodčenkom, Vertovom, Eisensteinom. Ko so naši profesori videli prve izdelke socialističnega realizma modernega leta 46 leta, so v trenutku vedeli, to ni upodabljanje, to ni nikakršna resničnost, to je uslikovna ideologija. To so Patjomkinove vasi, slabo naslikana ideološka reklama. In potem je bilo edino varno zatočišče pred ideološkimi zahtevami povojne kulturne politike barvni realizem. Se pravi slikarska izkušnja, ki so jo vsi naši profesori prinesli iz Zagrebške akademije, tako imani neodvisni, o čem je bilo že nekaj govora, vendar so to slikarstvo spričo velikih javnih naročil, od katerih so bili seveda življenjsko odvisni, izvajali pravzaprav tako, kot bi bili nedeljski slikarji. Zanimivo je, da so bili najrazanimivi slikarji, takrat, ko so šli iz Ljubljane v Istro, v Primorje, in takrat so bila te pokrajine razumljene skoraj, če me prav razumete, na nek eksotičen način, kot neka svoboda, kot neka barva. In je bilo mogoče starejšo, predvojno izkušnjo barvnega realizma prenesti v povojni čas. Na akademiji seveda je vladal precej hud red. Še tako nedolžna kršitev realističnega upodabljanja telesa je bila takoj kaznovana, sankcionirana. Zato pa so seveda študente v 5 letih, takrat se študira 5 let, pripravljalna plus 4 leta, izredno dobro obvladali mimetično risanje in modeliranje. Mislim, da tako kot jih študenti nikoli kasneje niso več obvladali. Po drugi strani pa se je v akademijo naselil nekakšen strah pred barvo, pred čistimi kromami. Dovoljeno je bilo samo tonsko slikarstvo. Če nakratko rečem, Manet da, Matisse ne. Zunanja resničnost je bila pa še vedno zelo črno-bela. Zato prvo desetletje akademije, zdaj govorim znotraj akademije, prvo desetletje akademije je bilo pravzaprav vsebinsko in likovno na nek način monotono, medijsko zelo spretno in obvladano. In šele študenti v Stupičevi specialki v sredi 50 let so takšno enosmerno upodabljanje zelo previdno spreminjali v eksistencialni izraz. Leta 1963
kot je bilo že tukaj tudi rečeno, novo preimenovanje selitev akademije na Erjavčevo cesto, Akademija za likovno umetnost. Zunanji vzrok je banalno razmeri, birokratsko skrajno zapletena, dolgotrajna splošna reforma visokega šolstva, ampak notranji, ključni vzrok je bil desetletje na novo vzpostavljenih stikov z evropsko sodobno umetnostjo. Tukaj je bilo pomembno vlogo ljubljanske grafične bienale in na koncu 60 let celo neka skromna oblika socialističnega potrošništva, ki je odmevala potem v denimo zelo mirnih in zelo spremljivih oblikah našega pop-arta. In ne torej umetnost za likovno umetnost je postavila novo idejo, novo nalogo iz realističnega upodabljanja v moderno formo, v čisto likovnost posebnega umetniškega izraza, v subjektivnost forme in sprva še zelo previdne, barvo zadržane abstrakcije. Na zunaj, če ste opisovali seveda ateljeje, ste rekli to že več čas, ampak na zunaj se je to pokazalo takole. Na zaključnih razstavah smo prvič videli študentske abstraktne slike in kipe. Ne upodobitve, ampak kompozicije. In potem celo, če gremo naprej v času, do 70 leta, celo dela, ki so nosila minimalistični naslov Untitled, brez naslova. Ampak najbolj pomembno je bilo, kako smo mi v ta akademijski prostor takrat vstopili. Ko ste vi vstopili v atelje, ste imeli prvič občutek, da niste v običajnem šolskem razredu. Naša akademija razmerja v osnovnošolskih učilnicah in to se strahotno prime vsega dela. To se dotakne vsega, kar tam ustvarjate. Se pravi, niste imeli občutek, da ste v učilnici, ki je polna štafelajnih slik, ampak ste vstopili v modernistični White Cube, v belokotsko galerijskega ustvarjalnega prostora, v kateri lahko zaživijo in obstanejo instalacije in video umetnost. Leta 1984 so se začela, kot smo rekli, predavanja na oddelku za oblikovanje, potem bolonjska reforma in novi, v svet odprti programi. Jaz sodam, da je to največja preobrazba likovne akademije od njene ustanovitve. Doživljamo jo danes, ampak potem bi vendar morali spregovoriti profesori, ki so to zahtevno nalogo tudi izpeljali. Jaz mislim, da je Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, da se je zgodila, da je bila možna samo znotraj univerze. Prej smo imeli svojega rektorja, neko vrste svojo avtonomijo, ampak zelo komplicirano obliko življenja. Univerza je prinesla neko varnost. Zato smo mogli poskrbeti, da so študenti enako tretirani, študenti akademije, enako tretirani kot katerikoli drugi študenti. Tega prej zares v tej obliki ni bilo. In z bolonjsko reformo, v katero sem obsodil zelo velike pomisleke, sem vendarle začel kasneje premišljati, da je ta nov program, ki sem ga opazil v recimo zadnjih letih, ko sem še predaval, vendarle odprl akademijo navzven, da je omogočil neko novo pretočnost, ki jo recimo v starejših oblikah, ki sem učil od leta 1972, nismo, vsaj ne tako intenzivni obliki poznali. Konec 90-ih let sem enkrat preveril, kakšna je resnična prisotnost, kot bi rekel George Steiner, kakšna je dejavna navzočnost akademije v univerzitetnem življenju. Preveril sem, kako je s svojimi študenti in profesori na Ljubljanski univerzi. In za čuda se je pokazalo, seveda proporcionalno gledano, tudi proporcion garde, da je recimo v 90-ih letih, drugi polovici 90-ih let, da je bila akademija proporcionalno, torej zelo mednarodna, s številnimi gostujočimi od profesori na oddelku za oblikovanje in za obsežno menjavo programov študentov v programu Erasmus. Predvsej več kot marsikatera bolj velika in bolj veljavna šola znotraj univerze. Vendar moja naloga je, da pojasnim, kakšne so vsebine in kakšni so načini, kakšni so ključni kriteriji, da je akademija takšna, kot je, drugačna in vendar del univerze. Ni to pojasnim. Prvič, akademija je zavezana ateljejski tradiciji. Še zmeri se modelira, slika, izdeluje grafiko. Toda istočasno, vsaj v zadnjih 20 letih, je treba nekaj misliti o tradiciji, ki jo je prinesel
oddelek za oblikovanje, o modernističnem Bauhausu, o Ulmski visoki šoli za oblikovanje ali recimo današnji visoki šoli za medije v Karlsruheu. Naši arhitekti, ki so naredili načrte za novo stavbo akademije, ki jo še tako pričakujemo, po mojem mnenju premalo upoštevajo notranji kreativni urbanizem likovne akademije. Recimo na eni strani nujno ateljersko zasebnost in potem ta urbani, odprti družabni promet v njej, da se tako izrazim. In če smem dati svoj predlog, jaz si ne predstavljam bodoče akademije brez velikega, neformalnega, skupnega, komunalnega prostora. Recimo vrta, pazite, ne parka, ampak dejansko vrta in študentsko-profesorske komune, ki skrbi za. Če ne drugega, bo to šola za sakro egoizmo, ki ga na tej šoli še kako poznamo. Akademija je lokalna ustanova, kar ni protislovje. Če je samo posnetek globalizma umetnostnega sistema, če ni samo prevedeno terminologijo, recimo modernega umetnostnega sistema v programe bolonskega študija, s tem izgubimo zelo ene specifične identitete. Akademije so po tradiciji mestne institucije, njih mogoče predstaviti neko vaško okolje in tudi ne na obrobje dogajanja, neko getoizirano periferijo. Če že, potem mora biti svet univerzitetnega kampusa, ampak pri nas so fakultete v povojnih letih razselili in sami veste, raztreščenje udje se težko zberejo skupno revolucionarno telo in ravno veste, še v tako bogatem mestu brez študentov je življenje pusto. Drugič, ena posebnost je sprejemni izpit, to je pravi obred, marsikdaj posebna drama kandidata. Ampak treba je videti v enem mitološkem pogledu, to je pravzaprav resnična antropološka iniciacija v polje umetnosti. Ves teden študija, risanja, trepetanja. To je vstopni ritual v posebno doživljeno skupnost, v naše, kot jaz rečem, akademijsko pleme. In brez tega rituala, brez tega ključnega vstopa, akademija na nek način ne bi bila, kot bi rekli antropologi, odrasla ustanova. Na videz demokratični predlog, da odpravimo sprejemne izpite, ni pravi odgovor na Boysovo tezo, da je vsak človek umetnik. Seveda je, če je na kakršenkoli način šolan za to. Ampak na naši šoli smo se odločili zelo pametno za dizajnjo, za eno največjih tradicij umetnosti, za risanje. Toda, seveda, potem je treba opozoriti. Študenti pridejo na akademijo in potem ne sme biti nikakršne, kako se izrazil, samopašne udobnosti, da so ta izpit naredili, kar sem v svoji pedagoški karieri tudi večkrat opazil. To je šele začetek enega veliko bolj zahtevnega dela, ne samo v prisvajanju tradicije Metjeja, ampak kako se študent od človek dramatično menja na tej novi plemenski organizaciji. Bolj kot na katerikoli drugi šoli grejo naši študenti skozi problematično samospoznavanje. Česa so sposobni, dokot seže njihov talent. In te meritve morajo prej ali slej vstopiti tudi v njihovo delo. Druga stopnja, kot jo poznamo danes, je mogoče preveč tretirana kot podaljšek študija, jaz jo bolj vidim kot temeljito radikalizacijo pridobljenega znanja in odpiranja seveda k profesionalnim posebnim vizijam. Elitna šola, kar akademija po mojem je elitna šola druge in tretje stopnje, je sinergija teoretičnih in praktičnih znanj in seveda jasno zelo važen korak v sodobni umetnostni sistem ali če hočete v proizvodno. In tako sem prepričan, da moramo od magistrov umetnosti pravzaprav največ zahtevati. Tu ne mislim seveda na izjeme, v so izjemni kvalitetni študenti, ampak na neko nevarno sivo povprečje, do katerega smo bili včasih precej prizanesljivi. In tretjič, profesori na akademiji morajo biti karizmatične osebnosti. Tudi ni prostora za neko medijsko popularnost lokalnih matadorjev za snobizem. Velja samo karizma ustvarjalca, ki ga študenti spoštujejo ne zaradi naslova in funkcije, ampak seveda kot posod, zaradi profesionalnega znanja, zaradi estetske občutljivosti, zaradi, če hočete, pedagoške, ker pa nas pomeni pravzaprav človeške modrosti. Karizma na akademiji ima še eno prav posebno vsebino. Ta je ključna.
v umetnosti čustva delujejo kognitivno. Čustva so v umetnosti predstavljena snov, s katero se upravlja, dela, se v njej izumlja, se v njej misli. In tu se srečuje profesorjev telo, študentskim telesom, tu ni nikakršnega študija nadaljavo po internetu, etc. Karizma, se pravi, sodi v tako rekoč posebno lastnost ali kvaliteto, ki ne je imel profesor na akademiji. Drugo je akumulacija znanja. Ta je v umetnosti zmeri osebna, personalna, subjektivna. Vi akumulacije velikega likovnega znanja ne morete posplošiti v formule, v statistike. Tu je osebnost profesorja, njegova zavzetost, njegova odprtost, elan, pedagoški eros, to je kritičnega pomena. In seveda profesionalnost šole je edini odgovor na provincialnost, ki zmeraj in praviloma spreminja akademijo kot konzervativno institucijo. Zamislite si tole optimistično protislovje. Že 40 let poslušam tirade recimo o smrti slikarstva zaradi Dižona, zaradi konceptualizma, o smrti avtorja kot pripoveduje Barton Foucault, o smrti gledalca Charles Edison, o nevidni umetnini, razlaga Hans Wertig, o skomercializiranem razstavnem umetniku, kot ga je sjajno pokazal Oskar Lečman. Skratka, o zatonu umetnosti po koncu zgodovine, kjer seveda treba citirati Francisa Fukuyamo in Arturja Dantorja. Toda kako to, da na akademiji, na razstavah še srečujem ljudi, ki so avtori, da se zazreče v kako vidne vsebine, da mladi umetniki toliko razmišljajo o gledalcu, o publiki in gledalca njih nikar odmrl. Kako to, da se še zmeri slika, modelira, oblikuje, restaurira, če ne bi bila umetnost v nekakšnem konstantnem kriznem stanju, v svojem posmrtnem ali predsmrtnem boju. So torej akademije neka stran od evolucije, parazit na obrobju znanosti, kot včasih trdi tehniki, ali seveda, da so samo na drugi strani prevelik proračunski strošek. Ali pa so, kar je bolj zanimivo, družbeni, družabni, biološki čudež v civilizaciji, ki jih je zmeri več, ker kar naprej nastajajo nove, alternativne, začasne, minljive, ampak še kako žive. Očitno je ta ikonoklastična histerija možna samo tam, kjer se na umetnost ne vidi prav dobro in se o njej kvečemo misli z neko cinično distanco, iz neke namirne oddaljenosti in se ne doživlja v bližini, se jo ne prijemlje, ne sliši in zakaj ne vonja, skratka, ne čuti. Kaj pa, če se bo v 3. tisočletju znova izkazalo, da bo človekovo telo in kako ne si predstavljam umetnost brez telesa, s svojimi haptičnimi, olfaktoričnimi, se pravi okus, von, svojimi slušnimi, svojimi auratičnimi zaznami, kako bo ta posebna telesna senzibilnost, še kako zanimivo izhodišče ali ključna izkušnja za umetnost, kakorkoli se bo zdaj v 3. tisočletju ta stvar imenovala. Ustvarjalne naloge na čutnem področju, na področju človekove senzibilnosti, tudi s pomočjo nanotehnologij, neuroznanosti. Seveda, ne oko, koža je naš največji čutni organ. Koliko raziskav nas čaka že v tej smeri, onkraj današnje proslovite ekranske vizualnosti ali tridimenzionalne iluzije, kakšno dizemljo, kakšno socialno risbo 3. tisočletja moramo šele odkriti. In to ni samo tehnološka, temveč predvsem etična naloga. Ne idealiziram. Akademija v tako imenovanem razširjenem polju sodobne umetnosti je in bo ostala konfliktna in tudi protislovna ustanova. Tradicija se ne more drugače, da se zapira nazaj v čas in mladi ljudje živijo z moderno tehnologijo in iščejo radikalne družbene vsebine. In pedagogija na akademiji ni drugega kot iskanje umestnega, krhkega ravnovesja. Tukaj ni enoznačnih odgovorov ali pa programske enosmerjenosti. Mi nimamo zamejenega polja znanstvene stroke, ampak čutne vsebine, ki jih vsaj za zdaj še ni mogoče laboratorijsko ali algoritmično obvladati. Prav ta manjko finalnosti, urodnosti, kot bi rekel Heidegger,
Prav to je za nas ključnega pomena, je nek neprestani izziv. Seveda, po mojem mnenju pomembno za civilizacijo, dokler bo še temeljila na posameznikovi ustvarjalnosti. Recimo, značilno protislovje današnjega kapitalizma vstopa tudi v akademijo. Danes veliko več študenti govorijo o umetnosti preživetja, kot o čisti likovni umetnosti. Študenti, ki so danes v večini, in sem zaradi tega upravičujem, če reči, študenti je to generični pojem, kot bi rekel profesori, in s tem prav nič ne pozabljam na profesorice. Skratka, naša populacija zdaj želi spoznati vse oblike modernega umetnostnega sistema, kako deluje, kako naj vam nastopijo. In to ni več drugi čas, to je edini čas, ki lahko učimo je izkušnja, ki jo dobijo na akademiji. Po drugi strani seveda, pa so zelo natančni, kar zadeva vsebine. Recimo, če vsebine ne sodijo v današnji družbeni kontekst in v idejni konceptualizem, tipična praksa tega časa, so potem naglo zavržene kot predpotopne, neuporabne ali nesmiselne. Akademija mora biti tukaj tudi na svoj način previdna in varovati svojo tradicijo, svoj medije, svojo zgodovinsko izkušnjo. Kako priti do sredstev za projekte, kako ustvariti kontekst za nje, kako vzbuditi zanimanje medijev, kako načrtovati uporabo, recepcijo. To so danes prevladujoče naloge, s katerimi se pogosto srečam z študenti. Ne pa psihologija ali, kar je še bolj zanimivo, metafizika ustvarjalnosti. Ampak tako razmišljajo vizualni umetniki. Ne več upodabljajoči, ne več likovniki, ampak vizualni umetniki. To so zdaj tisti, ki prečijo umetniške žanre in razpirajo meje posamičnih likovnih disciplin. In vprašam se, če ni na vzorju novo preimenovanje Akademija Numina Sunt in tako naprej, kajti zdaj se znova na nek način širi in delokrog. Zdi se, kot da bi mogel zavzeti vse vrste vizualnih podob v naši civilizaciji in seveda postopke njihovega od opredmetenja, od mode, oblikovanja, do recimo medijske tehnologije, ki je šele v razvoju. Kako oblikovati večdimenzionalne predmete, kako oblikovati umetnine v virtualnem prostoru. O tem, o sublivosti virtualnega prostora, medijska tehnologija ne bi česa. Skratka, mogoče bo nova šola, ampak verjetno, če bo velika, bodo programi ravno tako obsežni. Nisem govoril o denarju, o prostorih, o vseh možnih oblikah pomankanja, ker je to stalnica našega akademijskega življenja, ker o tem vse vemo in ker danes praznujemo. Pred nekaj več kot 100 leti je Anton Ažme, prvi mednarodno pomembni slovenski likovni pedagog, iz Münchna postal domači umetnosti, ob prvi razstavi slovenskih umetnikov v mestnem domu, tole poslani so en kratek telegram s 3 željami in latinščina se v teh prostorih zelo dobro sliši. Napisal je vivat, kreskat, floreat, naj živi, naj raste in cveti. Spoštovane kolegice in kolegi, dragi študente in študentke, draga akademija, ne bo tako tudi za naprej.